Zdaj pa vabim naprej gospoda magistra Borisa Benka, ki bo predstavil prispevek z naslovom Spletne storitve za integracijo kontinenta z državami. Definicija in pristop. Prosim. Ja, lepo pozdravljeni. Moje ime je Boris Benko in bi vam rad predstavil rezultat našega dela in sicer spletne storitve za integracijo kontinenta z državami. To je zdaj, bom rekel, del našega dela. Drugi del pa je integracija po vsej zemeljski obli. V bistvu vi rezultat našega dela ne vidite pogosto direktno, zato sem rekel, da se pač predstavimo na konferenci. Zdaj, dejansko vsaka država, tudi Slovenija, že ima neke spletne storitve za, bom rekel, kjer pač integrira državo do lastnih državljanov, tudi do podjetij. To imamo tudi v Sloveniji in pravzaprav imamo tudi B2B in tudi integracijo podjetij s strankami preko spletnih storitev. To so stvari, ki prispevajo k digitalni vključenosti na splošno in so znane, bom rekel, že kar nekaj časa. Kar pa je sivo polje, pa je integracija znotraj Evropske unije. Kot verjetno veste, prvi steber Evropske unije je enotni interni trg z prostim pretokom kapitala, storitev, dela in blaga. In zdaj, kaj to pravzaprav pomeni? Pomeni, da je potrebno integrirati države znotraj Evropske unije, tako da se potem te informacije znotraj Evropske unije izmenjujejo. Po drugi strani pa je Evropska unija kot gospodarska entiteta ima tudi neko potrebo, da se posebej poveže z drugimi državami po vsej zemeljski obli. Jaz vam bom navedel primere. Zdaj, spletna storitev integracije kontinenta z državami je v bistvu vmesnik, ki smo ga razvili in povezuje v bistvu Evropsko unijo z posamezno državo. Posamezne države se pa potem povezujejo z svojimi državljani. Zdaj, ena takih integracij, ki smo jo razvili, je Certex, tako imenovani Certificate Exchange, kjer se podatki o fitosanitarnih certifikatih, saj to so v bistvu certifikati, ki so več kot fitosanitarni, se potem prenesejo na carinske uprave in to omogoča, da se potem izdelki lažje in hitreje uvozijo. Glede, zadeva gleda zelo enostavna, ampak recimo potrebno je vedeti, da vsaka država v Evropski uniji na nacionalnem nivoju posluje v svojem jeziku, in jeziku je 24, kar pomeni, kaj to v praksi ta Certex Certificate Exchange pomeni. Pomeni, da lahko kdorkoli, katerikoli uvoznik, katerega koli organskega blaga v Evropsko unijo, ne vem, uvažate hrano, uvažate krompir, uvažate, ne vem, žive živali, uvažate zmrznjene ribe, karkoli, rabi ta certifikat in ta certifikat se potem je recimo napisan v nemščini in recimo vi lahko čisto zares to uvozite tudi na Nizozemskem, recimo iz ladje, iz kontejnerja in na carini na Nizozemskem je potem ta isti certifikat v brezhibni nizozemščini. Zakaj? Zato, ker čisto zares tam postopek mora potekati v jeziku pač države, v katerem se pač ta uvoz izvaja. In seveda tudi vse iskanje in vse je na voljo v 24 jezikih. Mi pa gremo v bistvu pri tem še dlje in vsi podatki so v UTF-16 formatu. Kaj to pomeni? To pomeni, da se na istem certifikatu prikažejo podatki, uradni podatki v nizozemščini, podatki o uvozniku, ne vem, v nekem tujem jeziku, recimo, ne vem, v španščini in hkrati tudi recimo prevozno sredstvo ladja, ki ima kitajske pismeke. To je tak izziv in to recimo tudi brskalniki imajo, pridemo pri tem predstavitvi v brskalniku na sam rob.
Druga stvar, kar pa je velik izziv za nas, pa je dostopnost. Glejte, tu se govorimo o milijonih transakcij na dan in je relativno težko to integrirati v realnem času. Se pravi, mi se ne pogovarjamo o tem, da vi dobite neko datoteko, ampak se pogovarjamo o tem, da carinska uprava dobi certifikat v manj kot sekundi. In zdaj mi smo to naredili preko soobmestnika, kjer pa je v bistvu na razpolago več verzij. Stvar je taka, da te verzije hkrati tečejo, mi dejansko integriramo državo in seveda enkrat, ko je država integrirana, je zelo težko potem, sicer lahko pride na višjo verzijo integracije, zelo težko pa na nižjo. In vse države se med sabo pogovarjajo z svojimi verzijami. To pomeni, da tudi država, ki je na verziji 3, se lahko pogovarja z državo, ki je na verziji 2, s to razliko, da pač določene informacije v verziji 2 niso na voljo in seveda se potem v verziji 3 ne prikažejo. Ta trenutek je 7 verzij v produkciji, sklopov je pa 4 sklopi, so to pomeni 28 verzij. Mi pa vse skupaj potem imamo v eni velikanski Oracle podatkovni bazi in dejansko še zdaj je verzija 1, ki smo jo naredili leta 2018, je še zdaj v uporabi. Zdaj pa pogledajmo globalno integracijo. Sicer primer ni toliko pomemben oziroma zanimiv za Slovenijo, je pa zelo pomemben za Evropsko unijo. Namreč ribištvo je ena izmed dejavnosti, ki je zelo pomembna in gospodarsko in tudi sicer. In ne vem, če veste, ampak dejansko ribištvo je zelo regulirana dejavnost. Vi, če pač greste z barko nekam loviti, čisto zares, vi se morate napovedati, ko vstopite v ekonomsko cono, ko izstopite, se morate poročati o tem in o svojem premiku morate poročati na 2 uri natančno. Govorim dejansko po vsej zemeljski obli. Kaj to pomeni? To pomeni recimo, da ladja, ki je recimo italijanska ribiška barka, lovi pri afriški obali, mora poročati o svoji poziciji na 2 uri in tudi recimo o ulovu mora poročati Italija pa recimo poroča preko Flux interfejsa, poroča, Libiji, Maroku ali pač eni od teh obalnih držav, pač kjerkoli se ta ladja nahaja. Zdaj ta standard Flux je tudi standard Združenih narodov, to je pač prispevek Evropske unije, je pa tehnično pa gre za več vozlišč in ta vozlišča nekako, bi rekel, delujejo kot ruterji in se informacije med sabo seveda pretakajo. Zdaj, tehnično je tudi to zelo zahtevno, ker imate ta UNCFACT standard, ki omogoča izmenjavo podatkov na nivoju Združenih narodov. Zdaj, teh standardov je več in ta Flux, ki smo ga pač razvili, ima en poslovni nivo in ima en transportni nivo in predvsem ta poslovni nivo je uveljavljen kot standard. Zdaj, kaj to pravzaprav pomeni za digitalno vključenost? Pomeni, da so izdelki na policah Evropske unije, kjerkoli, spletna trgovina, običajna trgovina, tržnica so na razpolago hitreje, ceneje, pod, enakimi pogoji in vedno, ko vidite, poreklo države oziroma vidite recimo, sestavo, to dejansko prihaja iz teh certifikatov. To je to. Kakšno vprašanje? Hvala za posveto. Vprašanje? Če jaz v tem počakamo, se tudi pogumila, zelo tehnična posveto. Zanimivo je to, da ste pravili SOAP storitev, da ste razvijali SOAP storitve. Če sem pravilno razumel, ste prvo storitev razvili 2018.
Zakaj recimo niste šli nekakšne druge, večje protokole, po to, da ste izbrali SOP kot tehnologijo? Veste, kako je pravzaprav s tem? To se sicer ne vidi iz te predstavitve, ampak dejansko zdi se, da pač odkar je teh držav Evropske unije 27, je en splošen trend večje integracije, večjega povezovanja, večjega sodelovanja. Je sicer en detalj in sicer, ker se tukaj posluje pač recimo v Sloveniji v slovenskem jeziku, z jeziki manjšin pač tam, kjer je pač to zakonsko določeno, mora biti zakonodaja do te mere usklajena, da so taki projekti sploh možni. Jaz sem rekel, da recimo imate certifikat v Nemčiji, v nemščini, potem imate pa certifikat na nizozemskem v nizozemščini, dejansko so to zakonodaje do te mere prilagojena, da dejansko so to identične slike, seveda jeziki so drugi, ampak in postopki so enaki v Nemčiji, kot so enaki na nizozemskem. In zdaj, to je približno 5 do 7% posla v Evropski uniji integriranega. Obstaja še ogromno stvari, ki niso integrirane, vendar je pomembno, da pač so te zakonodaje do te mere usklajene in to bo trajalo 10 let, 15 let, 20 let, to ne bo v sekundi. Ko pa bo narejeno, potem pa čisto res, ne vem, bo možno tudi take stvari, da pač vi avto registrirate nekje drugje, ga pripeljete brez nekih, ker zdaj imate homologacijo in tako naprej, to bo pač iz Nemčije avto pripeljete in ga digitalno registrirate in to je to. Zdaj to seveda ni možno, zato ker so zakonodaje do te mere različne iz različnih vzrokov, vendar pa jaz upam, da se bomo potem na ta način integrirali. Kaj to pomeni? To pomeni, da bomo ogromno stvari lahko naredili iz naslanjača, veste, čisto res, bom rekel, digitalna vključenost, vsaj zame pomeni tudi to, da pač preko interneta vidite, kaj je na razpolago, vidite poreklo, kvaliteto, vidite razpoložljivost in pač to kupite. Ali pa, ne vem, prodate tudi, reklamirate, karkoli. Informacije so pa na voljo. So pa to stvari, ki tečejo v ozadju. Hvala. Vprašanje? To je to.